Hvala lepa. Dovolite, da vam predstavim drugo dopolnjeno in pregledano izdajo Farmacevtskega terminološkega slovarja. Farmacevtski terminološki slovar je prvič izšel v knjižni obliki leta 2011, v elektronski pa leta 2013 na spletnem mestu Terminologišče. Druga, dopolnjena in popravljena izdaja je v knjižni obliki izšla letos spomladi. Pri delu za slovar so zelo zavzeto sodelovali strokovnjaki Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenskega farmacevtskega društva, Lekarniške zbornice Slovenije, farmacevti iz industrije in seveda terminografi Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Slovarja sta izšla pri založbi ZRC SAZU. Obe izdaji slovarja smo uredili Marjeta Humar, Jelka Šmit-Korbar in Aleš Obreza. Pri pregledu prve izdaje farmacevtskega slovarja in izdelavi slovarskih sestavkov za drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo je sodelovalo 23, z nasveti in manjšimi dopolnili pa še več kot 30 farmacevtskih strokovnjakov. Angleške in latinske ustreznike so pregledali specialisti za ta dva jezika, predlagali pa so jih avtorji. Recenzijo slovarja sta upravila Julijana Kristel in Stanislav Gobec. S slovaropisnega stališča so besedilo pregledali sodelavci terminološke sekcije. Že v prvi izdaji farmacevtskega terminološkega slovarja smo se avtorji zavedali, da so nekatera strokovna področja prikazana preširoko, naprimer lekarniška farmacija, druga pa preozko, naprimer industrijska farmacija, farmakognozija, zgodovinski termini, socialna farmacija. Glavni uredniki farmacevtskega terminološkega slovarja in avtorji slovarskih sestavkov smo že leta 2012 začeli pregledovati besedilo. Izločili smo kar lepo število slovarskih sestavkov in dodajali nove. Spremenili smo definicije več kot 2000 terminov. Z novimi termini so bila dopolnjena področja, ki so bila v prvi izdaji prikazana preozko. V slovarju iz leta 2011 so bila upoštevana tudi nekatera strokovno pogovorna, naprimer klinika, žargonska, naprimer arcnija in zastarela poimenovanja, naprimer receptiranje, ki smo jih za drugo izdajo večinoma izločili, ker jih ne potrjuje raba v sodobni strokovni literaturi. Izločenih je bilo tudi nekaj latinskih ustreznikov in informativni razdelek označen kot glej, v katerem so navedena poimenovanja zveze s termini, ki so v slovarju. Prva izdaja farmacevtskega terminološkega slovarja je obsegala 5614, druga, dopolnjena in popravljena izdaja, pa vsebuje 6454 slovarskih sestavkov. Slovar prikazuje termine več kot 20 farmacevtskih področij, naprimer farmacevtska kemija, farmakoepidemiologija, toksikologija in tako dalje. Ne vsebuje pa lastniških imen, torej aspirin, kot je tule na sliki, takih imen slovar ne vsebuje, potem imen pomožnih snovi in zdravilnih učinkovin, pa tudi ne kemijskih, fizikalnih in drugih izrazov, recimo medicinskih, ki so sicer uporabljeni v razlagah. Farmacija je v stalnem stiku z ljudmi, strokovnjaki in laiki. Za medsebojno sporazumevanje je potrebno slovensko izrazje. Slovar potrjuje, da zaradi skrbi farmacevtov za slovenski jezik obstaja slovensko farmacevtsko izrazje za vsa področja farmacije. Z navajanjem prednostnih izrazov prispeva k enotni rabi, z definicijami določa pomen terminov. Z angleškimi in latinskimi ustrezniki omogoča ustrezno rabo terminov v vseh treh jezikih. Za strokovno sporazumevanje je zelo pomembno enotno izrazje. K poenotenju in usklajeni rabi bodo prispevali vsi, ki predavajo in pišejo o farmaciji. Glede na zahtevnost definicije slovar v prvi vrsti namenjen strokovnjakom, študentom farmacije, izobraženim laikom, seveda pa tudi vsem, ki jih zanima to področje znanosti. Na koncu še zahvala
Hvala avtorjem slovarskih sestavkov in vsem, ki so sodelovali pri izdelavi in izdaji slovarja, zlasti prejšnjemu predstojniku Inštituta za slovenski jezik, Marku Snoju, ki se je zavzel za to, da je slovar šel tudi v knjižni obliki, ne samo na internetu. Drugo dopolnjeno in popravljeno izdajo slovarja so podprli Medis, Krka in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Vsem iskrena hvala.